Pozdravljeni v posnetku Uglaševanje kitare za začetnike. V tem posnetku se bomo naučili uglasiti kitaro z minimalnim znanjem teorije o samem inštrumentu. Zato se tudi ta posnetek imenuje za začetnike. Pozdravljeni v posnetku z naslovom Uglaševanje kitare za začetnike. Ker sem opazil, da je uglaševanje pri začetnikih kar velik zalogaj in zelo težka zadeva, ker ne poznamo še tonov in tako, in to se bomo učili kasneje, ampak kadar se kitaro vadi, je pa prav, da je uglašena, ker če ne, niti ne slišimo, da igramo akorde pravilno ali napačno, sem se odločil, da bom izdelal aplikacijo, pri kateri ne bo treba poznati nič teorije, praktično skoraj minimalno, v glavnem minimalno teorije kitare, zato da jo uglasimo. Se pravi, ta aplikacija trenutno deluje na Windows operacijskih sistemih. Zdaj bomo videli, če se bo prijela in če bo delovala odlično, to je še zmeraj v tej testni fazi razvoja, ker zdaj bo treba na hitro nekaj narediti. In če se bo prijela, jo bomo mogoče razširili, če ne pa bomo videli, kako bo. No, v glavnem vse, kar potrebujete teorije glede kitare za uporabo te aplikacije, bo predstavljeno zdaj v naslednjem delu posnetka in predlagam, da kar gremo na ta del posnetka. V osnovi imajo kitare 6 strun. Vsaka mora biti uglašena na pravi ton. To dosežemo z ustreznim odvijanjem ali privijanjem ključev, ki so na sliki obkroženi z rdečo. Sedaj pa si poglejmo, kako so strune oštevilčene in kateri ključ pripada kateri struni. Pri kitari se strune štejejo od spodaj navzgor. Se pravi, je struna 1 najtanjša, struna 6 pa najdebelejša. Na sliki je tudi prikazano, s katerim ključem uglašujemo katero struno. Uglašujemo jo tako, da ključ obračamo v eno ali v drugo smer, odvisno, kateri ton želimo struno doseči. No, pa si poglejmo še praktično uporabo omenjene aplikacije za uglaševanje kitare. No, aplikacija se bo sedaj prikazala na zaslonu, za njeno delovanje pa potrebujemo operacijski sistem Windows in seveda računalnik, ki mora imeti tudi delujoč mikrofon. Se pravi, najprej v aplikaciji vidimo, tukaj izberemo, katero struno uglašujemo, tukaj izberemo, v bistvu vključimo in izključimo uglaševanje, tukaj pa se nam prikazuje navodila, kaj moramo narediti. Se pravi, sedaj izberemo recimo struno 1, začni uglaševanje in sedaj moramo zaigrati na struno 1. Dobro, zdaj prepoznava tudi zvok, se pravi to, ker kadar jaz govorim, samo motim zadevo, zato je najboljše, da sem zdaj tiho in samo uglašujem. Aha, vidimo, da smo zdaj prenizko, ne? Se pravi, zdaj zavrtimo ključ v eno smer, približno tretjino vrata. Se pravi, aplikacija nam je napisala, da smo ključ vrteli napačno. Sedaj, ko vemo smer, vrtimo še počasi v pravilno smer in igramo na struno 6, na struno 1, tako kot bom pokazal. In ko pripeljemo struno v zeleno območje, nam uglaševalec tudi pove, da smo struno uglasili. Ko imamo struno uglašeno, lahko gremo na drugo. Se pravi, na drugo struno gremo tako, da zdaj ustavimo uglaševanje, izberemo struno 2 in ponovno začnemo uglaševanje. Aha, se pravi, ja, zdaj problem je, ker ga motim z mojim govorom, ne. In tako da ja, če začne aplikacija kaj bloditi po svoje, najboljše, da zadušite vse strune, počakate par sekund in potem začnete na novo. Se pravi, smo na struni 2. Se pravi, obrnem tretjino obrata. Aha, to je napačna smer, zdaj tako ugotovim smer obračanja ključa.
In zdaj ga počasi obračam in gledam, kaj se dogaja s kazalcem. In struna je uglašena. Gremo na struno 3. Aha, ta je pa preveč napeta. Se pravi, v tem primeru pa predlagam, da struno spustimo toliko, da pridemo pod zeleno območje in potem se približujemo zelenemu območju od spodaj navzgor. Na ta način bo kitara ostala dlje časa uglašena, sploh če je nizkocenovna, tako kot moja. No, zdaj pa poskusimo to narediti. Se pravi, zdaj spustimo dol. In potem spet napenjamo in gremo navzgor. Aha, včasih to je kaj zatrokirano dela. Problem je, ka motim, ka govorim, ne, fajn je, da ste prav tiho. No, in struna 3 je uglašena. Gremo na struno 4. To moramo zdaj napeti. In tudi to struno smo uglasili. Gremo na struno 5. Ta je tudi preveč napeta, tudi tukaj predlagam ta trik, da se prvo spustimo pod zeleno območje in potem napenjamo, tako kot bom pokazal. In tudi to struno smo uglasili. Aha, zdaj sem šel malo previsoko, ne, se pravi, spet spustim dol v tem primeru. In tudi to struno mi je uspelo uglasiti. No, ta aplikacija je tako, ne, to zna povzročati kakšne probleme, fajn je, da ste prav tiho, kadar to uporabljate. Jaz upam, da vam bo delovala, če ne bomo pa naknadno prav poskusili še kaj popraviti in jo izboljšati, ne, to je zdaj tako na hitro narejeno za rešiti ta problem, zdaj, ker smo na daljavo in vam težko pokažemo, kako se to v realnosti uglašuje. To je to.